Živ sem skupaj. No, pa smo že pri drugem videu, v katerem vam bom predstavila magično drugo čakro, tako imenovano sakralna oziroma spolna čakra. Spolna čakra je v bistvu ena izmed najpomembnejših čakr, to pa zato, ker je bila skozi tisočletja zelo, zelo zlorabljena. No, če smo iskreni, še danes je veliko zlorab na to temo, že samo s tem, ko prikazujejo recimo ženska telesa, da bi mogla biti popolna in takšna in drugačna, in če nimaš oblečenega tega ali onega ali ne vem kaj vse, nisi popolna. V nas ves čas hoče vzbuditi občutek, da nismo dovolj dobre. In ženske imamo tukaj zdaj eno veliko nalogo, da začnemo sprejemati sebe takšne, kot smo. Saj verjetno veste, da so vse te reklame, v katerih so te ženske bodisi fotoshopirane, ali so pa celo punce stare 13 let, in se nikakor ne more primerjati potem s kakšno 30-letnico, 40, 50 in tako naprej. Ampak, ker imamo v sebi ta manko tega sprejemanja lastnega telesa in celega našega bitja, potem seveda vedno pademo lahko na takšne in drugačne provokacije, in se seveda s tem, ko kupimo nekaj, ne počutimo preveč dobro, mogoče prvi trenutek še, potem pa spet pridemo nazaj v ta občutek, da nam nekaj manjka, da še vedno nismo zadovoljni recimo same sabo in dejansko nismo nič rešile. Zdaj govorim tukaj predvsem v ženskem spolu, ker se mi zdi veliko bolj pomembno in moški tega nimajo v sebi toliko. Seveda so tudi takšni, ki mogoče dajo veliko na ta videz in tako, ampak načeloma ni takih problemov. Zdaj, kako to popraviti? Kako to v bistvu preseči? Z zavedanjem in začiščenjem svoje spolne čakre in pa seveda polnjenjem samega sebe z lepimi stvarmi. Spolna čakra, še naj povem, leži v bistvu pod eno dlan pod popkom in skrbi za naše spolne organe, tudi za križ in pa za del naše prebave. Se pravi, če imate težave na tem področju, potem je nekaj ne teče dobro v vaši spolni čakri. Zdaj treba je vedeti, da so čakre od druge čakre do 6. so parne, se pravi, jih imamo spredaj in jih imamo zadaj. Zadaj predstavljajo voljo, spredaj pa predstavlja čakra kvaliteto. Kako pa zdaj to svojo čakro počistiti, ali pa ozavestiti oziroma pozdraviti? Tukaj je pa res zelo, zelo veliko načinov in tehnik in predvsem pa je nekako treba to delati vsak dan. Malo pogledati, kakšne so naše misli o sebi, lahko delamo tehniko z ogledalom recimo, da si govorimo ljubim se, ljubim se, ljubim se, ali pa cenim se, sprejemam se. Ker spolna čakra je v bistvu zadolžena za to, koliko mi sebe cenimo. Pa ne samo to, tudi zato, koliko v bistvu mi sprejemamo spolnost, ali v spolnosti uživamo, se sramujemo svojega telesa, nam ni problem se dotikati pač kjerkoli. Tudi to je povezano s tem. In zdaj, če pomislimo, koliko let je bilo, veliko let, recimo že strani mogoče krščanske vere, da je spolnost slaba, da se moraš poročiti in tako naprej, potem vemo, da imamo že v svojih celicah nekako to degeneracijo,
in nam je spolnost in vse, kar je v zvezi s tem, nam je čudno ali pa včasih, ne bomo se o tem pogovarjali, ne? Čeprav, po drugi strani, se pa v spolni čakri skrivajo največji zakladi. Ne vem, če veste, ampak spolna čakra je v bistvu eliksir večnega življenja. Ja? In če bomo kdaj ljudje uspeli priti do tega eliksira, potem ne bo treba več nobenih dodatkov uporabljati, pa ne vem, kaj še vsega obstaja na tem svetu, koktejli, takšni in drugačni, ker bomo že to energijo uspeli dvigati in v bistvu prenesti na celo svoje energijsko telo, na celo svoje fizično telo in bomo dejansko zažareli. Torej, kaj narediti? Zelo, zelo lepo ravnati sami sabo, sprejeti svoje telo, se kdaj pomasirati, pobožati, predvsem pa se imeti radi. Zdaj vem, da večkrat reče, ja, pa to pa ni, pa kakšen si, pa tako naprej. Pozabimo na popolnost, ok? Popolnosti ni. Vsak od nas je popoln. Jaz sem originalna, vi ste originalni. Skoraj noben ni drug mu enaka, razen dvojčkov. Tako da, dajmo to sprejeti, dajmo se še bolj zavedati, kje so naši aduti, delati na tem, da naše telo ohranjamo v dobri kondiciji, da lepo skrbimo za našo energijo in potem bomo tudi se počutili v svojem telesu veliko, veliko boljše. No, jaz upam, da sem vam kaj pomagala razčistiti v zvezi s to spolno čakro. Vsega seveda ne morem povedati, ker je veliko tega, ampak sem pa nekako upam zajela tiste bistvene stvari, na katere je treba, oziroma je fajn biti pozoren. Nič, se vidimo naslednjič v drugem videu. Lepo se imejte. Čau, čau.